Oseba, ki bi rada začela postopek pred sodiščem ali je bil zoper njo sprožen postopek, pa nima finančnih sredstev za plačilo sodnih stroškov ali pravne pomoči, lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč. To pomeni, da bo država iz proračuna krila stroške njenega sodnega postopka. Najpogosteje se brezplačna pravna pomoč dodeli za pravno svetovanje pri odvetniku, zastopanje po odvetniku pred sodiščem in kot oprostitev plačila stroškov postopka, na primer za izvedenca ali izvršitelja. Matej je želel vložiti tožbo za plačilo odškodnine, a ni imel dovolj sredstev za plačilo stroškov postopka in odvetnika. Za pridobitev brezplačne pravne pomoči je treba vložiti pisno vlogo, ki je na voljo na sodišču oziroma spletu. Prošnjo je treba poslati na pristojno okrožno, delovno in socialno ali upravno sodišče. Za pomoč glede izpolnjevanja vloge pa lahko Matej med uradnimi urami tudi pokliče ali se osebno oglasi na sodišču. Če ima oseba na sodišču več postopkov, mora vložiti vlogo za vsak postopek posebej. Matej se je z izbranim odvetnikom dogovoril za zastopanje in to navedel v vlogi. Če stranka tega ne navede, ji bo sodišče postavilo pooblaščenca s seznama odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč. Za upravičenost do brezplačne pravne pomoči je treba izpolnjevati več pogojev glede premoženjskega stanja prosilca, sodišče pa upošteva tudi možnost uspeha v postopku. Sodišče je preverilo premoženjsko stanje in možnost uspeha ter odločilo, ali je Matej v celoti ali delno upravičen do brezplačne pravne pomoči. Odločbo mu je sodišče poslalo po pošti. Matejeva prošnja je bila odobrena, kar pomeni, da mu ne bo treba plačati stroškov odvetnika in sodnih stroškov. Brezplačna pravna pomoč pa ne pokriva stroškov postopka in dejanskih izdatkov ter stroškov odvetnika nasprotne stranke. Te bo moral praviloma plačati Matej, če v postopku ne bo uspel. Ker je Matej upravičen do brezplačne pravne pomoči, je v postopku lahko oproščen tudi plačila sodnih taks. Oprostitev mora predlagati sodišču in priložiti odločbo o dodeljeni brezplačni pravni pomoči. Če se stranka ne strinja z odločitvijo sodišča, lahko v 30 dneh na upravno sodišče vloži tožbo, s katero izpodbija odločbo o brezplačni pravni pomoči. Ker je brezplačna pravna pomoč namenjena le socialno najšibkejšim, jo je treba v določenih primerih vrniti. Praviloma takrat, ko prejemnik uspe v sodnem postopku in pridobi premoženje, ali če se mu kako drugače izboljša premoženjsko stanje. Priporočljivo je, da se stranka o tem ustrezno pozanima še pred oddajo vloge. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.